Rok za prijavo na razpis je 17. marec, pogoji za pridobitev sredstev pa so spremenjeni in močno zaostreni. Še najbolj pa bode v oči višina razpisa, ki je 1,5 milijona, kar je po našem mnenju približno 3 milijone manj, kot smo pričakovali. Ne vem, če ima smisel, da te podjetniki pripravljajo masovno ponudbe oziroma se javljajo na razpis, na koncu pa je tole za mogoče 2-3 podjetja, ki bodo počrpale vsa sredstva. Sicer pa so podjetniki na včerajšnjem srečanju govorili predvsem o težavah, ki jih pestijo, od slabe infrastrukture do mejnega prehoda Vinica, preko katerega s hrvaške strani vozijo polni kamioni, slovenske pa ne smejo niti prazni. Moram reči, da je šlo za zelo konstruktivne predloge in upravičene predloge. Res pa je, da kar veliko teh predlogov leti na sistemsko zakonodajo. Gospodarstveniki so opozorili tudi na težave s pridobivanjem kadrov. Kljub 20-odstotni brezposelnosti je v Beli krajini težko dobiti dober kader, pravijo. Kadre je najboljše vzgajati. Mi jih vzgajamo že vrsto let. Moram reči, da imamo zdaj že drugo generacijo štipendistov iz srednje tehnične šole v Črnomlju, da z njimi sodelujemo tudi za gradnjo novih kadrov za naprej in nekako probamo graditi tudi kadre pa to tehnično kulturo v bistvu nazaj na tem območju. Do sredine aprila bo družba Akrapovič celotno proizvodnjo s 500 zaposlenimi preselila v Črnomelj. Večina sedanjih delavcev, med katerimi je tudi 170 Belokranjcev, ki so jih že zaposlili, se bo vozila v Črnomelj. Z rastjo proizvodnje pa bodo zaposlovali le belokranjski kader. Seveda, če ga bodo dobili, pravi Rosa.